Torej, zeleni prehod v brezogljično družbo je povezan z mnogimi aktivnostmi, predvsem na področju uporabe energetskih virov. Kot zelena energetska vira lahko uporabljamo električno energijo in pa zeleni vodik, vendar v industrijski praksi seveda to pomeni kar velike spremembe v tehnologijah in infrastrukturah poslovanja takih podjetij. Predstavljajo pa seveda velik izziv in mnoge spremembe v prihodnosti, tudi na boljše. Zeleni vodik seveda lahko nadomesti zemeljski plin, ki ga uporabljamo v mnogih ogrevnih pečeh, v talilnih pečeh in drugih agregatih za proizvodnjo in predelavo materialov, predvsem kovinskih materialov. Nekje do 20% zelenega vodika lahko uporabimo že zdaj skupaj z zemeljskim plinom, brez da bi uporabili neke večje spremembe. Pri uporabi čistega vodika pa seveda te tehnologije potrebujejo mnoge posodobitve, to pomeni te posodobitve predvsem na področju izgorevnih, gorilnih naprav in pa infrastrukture vodenja vodika. Na drugi strani pa električna energija, ki jo uvajamo v proizvodnjo materialov, pomeni kar temeljite spremembe agregatov. To pomeni, ko preidemo iz trdih goriv, kot so koks, premogov, prah, iz plina na električno energijo, pomeni, da moramo popolnoma spremeniti način in tehnologijo delovanja. Zato, da bi lahko v zeleni prihodnosti uporabljali takšne energetske vire, seveda potrebujemo dovolj električne energije, ki ne bo proizvedena iz obnovljivih virov. Zato seveda tisti, ki bomo uporabljali take zelene vire, smo sami najprej poklicani, da uporabimo in inštaliramo čim več takih kapacitet. Torej proizvodnjo energije, električne energije iz obnovljivih virov. Seveda pa to ne bo dovolj, zato potrebujemo tudi druge cenovno dostopne, ugodne vire, kot so jedrska energija, torej brez dogradnje, izgradnje novega bloka jedrske energije tukaj ne bo šlo. Vse to je potrebno zato, da bo industrija, ki bo uporabljala tako zeleno energijo, konkurenčna, da bo takšna industrija vodila v res lepo prihodnost Slovenije in pa slovenske družbe in da bomo skupaj z drugimi državami Evropske unije uspešno prišli do leta 2050 v brezogljično družbo.